Aktivisti ekokroga, ki se že 6 let ukvarjamo s problemom Lafarge cementa v Zasavju, smo včasih prepričani, da je izdaja okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge cementu neko nesrečno naključje. Ampak seveda temu ni tako, ne gre za nobeno naključje, še manj za strokovno odločitev. Zadeva je v bistvu bila napeljana strani izgleda francoskega gospodarskega lobija in slovenske politike, ki je temu lobiju pokleknila. In tako ima danes Lafarge cement okoljevarstveno dovoljenje, ki mu dovoljuje emitirati snovi v zrak, strupene snovi v zrak v rangu kar nekaj sežigalnic odpadkov. To se sliši neverjetno, sploh za Zasavje, ki je tako ali tako že degradirana regija od prej. Potem so tu neprevetrene Zasavske doline. Skratka, pol podati še, dovoljenje eni cementarni v tej dolini, da lahko onesnažuje okolje za nekaj sežigalnic odpadkov, je v bistvu res grozljivo dejstvo, ne. Tako da, gre pa seveda za tujo cementarno in jasno je, da Slovenija, na primer, v Franciji take cementarne ne bi mogla odpreti ali pa delovati po takimi pogoji. Zdaj, kar se tiče teh večjih sežigalnic odpadkov, v bistvu, ki so združene v ene Lafarge cement, bodimo konkretni, glede rakotvornega benzena, ker rakotvorne bolezni seveda so problem v Zasavju. Lahko povemo, na primer, da ima Lafarge cement dovoljenje za 5-kratno, za 5 sežigalnic odpadkov lahko spusti benzena v okolje. Pri tem je omejen samo pri koncentraciji benzena v dimniku, koliko pa ga absolutno lahko v okolje spusti v neprevetrene doline, je pa v bistvu neomejen, ne. Tako da, če je koncentracija v dimniku, na primer, prevelika, potem se lahko odločijo pa naredijo malo širši dimnik in spet lahko, neomejeno spustijo benzena v okolje. Pri organskih spojinah nasploh je pa v bistvu Lafarge cement omejen na nivoju 20 sežigalnic odpadkov. To se sliši neverjetno, ampak to je golo dejstvo, to je čista resnica. Lafarge cement seveda vse to zanika, ampak če karkoli od tega, kar ekokrog pove, ne bi bilo res, bi se mi že zdavnaj našli na sodišču. Tako kot smo se že, in je seveda Lafarge cement vedno zgubil ali pa se je na sodišču celo umaknil. Dvakrat se je umaknil, enkrat je zgubil. Tako da, človeku se postavlja vprašanje, kako je to možno, da se v eni Sloveniji to dogaja, v bistvu v eni evropski skupnosti. Tako da, odgovor je ta, da je pač danes kapital res vse mogočen, ne. Slovenska politika je temu kapitalu podlegla, dokaz za to so sami sekretarji na Ministrstvu za okolje in prostor, ki so nam jasno povedali čisto pred pričami, tako da to tudi lahko povemo na glas in smo že večkrat povedali, da na primer Jurij Fašink, sekretar na Ministrstvu za Agencijo Republike Slovenije za okolje, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, je dejal, da imamo pač smolo, da živimo v tej dolini. In to so potrebno aroganco, nam je to povedal. Nadaljeval je njegov, sodelavec na Ministrstvu za okolje in prostor, sekretar na Direktoratu za okolje, Matej Gasperič, ki nam je odkrito povedal s posmehom, da nikdar ne bomo dokazali, da so strupi, zaradi katerih zbolevamo, ravno iz Lafarge cementa, da na primer niso iz nekega, auspuha avtobusa ali pa kaj takega, ne. Skratka, nikdar tega ne bomo mogli dokazati, čeprav se ve, koliko Lafarge cementa onesnažuje. In nam je tudi svetoval, da bi se on na našem mestu odselil iz Zasavja. Vse to seveda z nekim takim posmehom, ne. Piko na i je pa seveda dala izjava varuhinje človekovih pravic, dr. Zdenka Čebašek Travnik, ki je povedala, da ko je slišala, kdo stoji za Lafarge cementom, se je zgrozila. Skratka, to so dejstva, vrh slovenske politike se dobro zaveda, kaj počne Lafarge cement, kaj počnejo oni sami politiki. In znotraj tega konteksta so vse meritve, ki jih v Lafarge cementu delajo, ali pa kakovost zraka v Zasavju, ko se meri, vse to je v bistvu ena farsa. Vse to so, podatki, ki v bistvu resničnega stanja ne povedo, ker se na primer emisije v Lafarge cementu ne merijo takrat, ko se izpadi filtrov. To so nam tudi sami strokovnjaki, ki to merijo, povedali, ker je pač nemogoče takrat zmeriti, ker so 1000-krat večje emisije kot pa sicer, ne. In niso naprave kalibrirane za take enormne vrednosti.
Tako da vse te številke, emisijski podatki, kaj gre z dimnika ven, pa emisijski to, kar ljudje dihamo, vse to je v bistvu daleč od realnega stanja in vse je to samo, bom rekel, v službi umirjanja ljudi, da se Zasavčani ne bi preveč združili, skupaj stopili pa naredili galamo. Tako da na tem mestu bi pozval v bistvu ljudi, da se mi zdi, da je zdaj en pravi trenutek, da se odzovemo, da skupaj se odzovemo in prekinemo to agonijo Zasavja, kajti to ne gre samo za, bom rekel, eno osnovno pravičnost, ampak pravičnost do nas in predvsem pa do naših potomcev, ampak predvsem za tudi stvar dostojanstva, čisto osnovnega človeškega osebnega dostojanstva. Če ne bomo mi tega naredili, bo to morali narediti naši otroci, kar pa mislim, da ni prav. Mislim, da je zdaj trenutek ta pravšnji, da naredimo temu konec.